En fenomen se je portelamo vse skupaj, vse meni tako zdi. Da obstaja naš prvi minister, premier v Sloveniji, ki je nekako poimenoval tajkune, jih je nekako ustvaril čez kredite dveh največjih bank, ki so v državni lasti. Po besedah ljubljanskih župana jih bo pa pred jeseni oziroma pred volitvami še koga zaprl. Ne vem, kakšen komentar na to teorijo. No, teorija zdrži seveda. Realnost pravzaprav dokazuje, da je to šlo po tej poti. Beseda tajkun je prišla iz Japonske v Ameriko, iz Amerike v Rusijo. Tam je pravzaprav dobila en tak pomen, iz katerega se je potem en del tega, se pravi vsaj kriminalni del konotacij, potem pripeljal v Slovenijo leta 1998, tam enkrat aprila je bila prvič objavljena ta beseda v dnevnem časopisju. No, ampak to tajkunstvo, o katerem govorimo danes, je pa pravzaprav letošnji izum. Letos se je začelo na veliko govoriti o njem, začeli so se sestavljati seveda tudi spiski tajkunov, ki so pa zelo odprti. Tja pravzaprav lahko vsak državljan napiše koga, ki ga ne mara ali pa ki mu kaj zavida. To je pa seveda zelo nevarno početje in jaz mislim, da seveda ta seja zdaj v ponedeljek ne bo tega razrešila na noben način, bo pa ohranila napetost med ljudmi, se pravi, še vedno se bo govorilo, razbojnik Dimeš hodi po deželi Kranjski. Nihče ga ne ujame, tako vsi ga lovimo. Tudi ne vem, če bo prišlo do kakšnih aretacij. Me pa vse skupaj spominja na neko zgodbo, ki kroži v naših krajih. Včasih so igrali, pa še danes najbrž, no. Ena tarok partija karte za velik denar, med njimi bil tudi policaj. No in ko je nekega večera zelo veliko izgubil, je šel na postajo, se preoblekel, se vrnil v gostilno in zaplenil vsem soigralcem premoženje, češ da igrajo prepovedane igre. To je recimo prispodoba, ki se mi pojavlja, ko berem o tem, kako in slišim seveda, kako so naenkrat nastali tajkuni. Po drugi strani pa izredne razmere nekomu vedno odgovarjajo, je domač nekako v njih. Ja, treba jih je gojiti, treba jih je negovati, treba je ljudi strašiti in plašiti, seveda vzbujati v njih tudi kakšna negativna čustva. Pri Slovencih je prav to zavist, pa ta neko socialna občutljivost in na tem se seveda da graditi marsikaj. To smo videli že natanko pred 4 leti v tem času, poletnem času, izredne seje, sklice, predavanja, propagandno vojno, krigspropagande, kot se reče temu. In evo, zdaj se ponavlja. Jaz upam, da je pa vendarle toleranca nižja, da ljudje, volivke, volivci vidijo pravzaprav, da gre za nekaj, kar so že videli in da ne bodo enako reagirali. No? Meni so vsem ta igranje na eni strani imamo bančnimi posojilami, pa bomo rekli komercialnimi bankami, ki so v lasti države, pa na drugi strani spodkopavanje sodstva, nek sejenje dvomov v sodstvo. Niso to kar nevarne igre, bom rekel. Seveda so. Vsaj za sodstvo in za banke, pa za državljane in državljanke. Prav gotovo pa niso za tistega, ki seveda je tukaj režiser, incipient, tudi igralec. Nezaupanje, pa se ni začelo s sodstvom, mi smo imeli vmes še nezaupanje v šolski sistem, nezaupanje v učitelje, vedno v nek segment prebivalstva, ki že po definiciji ni vedno priljubljen. Učiteljev tudi ljudje ne marajo, ker vsak je doživel kakšno krivico. Pri sodnikih je to še toliko laže, ker tam vsaj polovica strank na sodišču je razočaranih nad razsodbami, druga polovica je pa samo pogojno zadovoljnih, ker mislijo, da so pa vendarle dobili premajhno zadoščenje. Tako se da pravzaprav vedno na koga spraviti. Tudi na policiste se spravilo seveda vmes. Vedno se da najti.
Lahko pričakujemo še tudi na študente kdaj, ne? Lahko pričakujemo še kakšen nov manever, ki ga še nismo videli, ker te so, bomo rekli, že nekako znane karte, no? Ne. Nove stvari se počnejo takrat, kadar stare ne funkcionirajo več. Dokler še funkcionirajo, ni treba na novo izobiti. Na en način držimo se preverjenih dejstev. Ja, preverjenih metod tudi, ne? Te so običajno, se dajo ponavljati. No, ampak jaz še vedno seveda gojim veliko upanje, da volilno telo seveda ne bo več nasedalo. Ne. Odgovor mislim, da pride konec septembra. Odgovor pride 22. septembra, ja.